Ime tedna. Je Ajda Zavrtanik-Drglin vodja projekta Od rokopisa do besede, s katerim so v Narodni in univerzitetni knjižnici s pomočjo prostovoljcev in orodij umetne inteligence sistematično pregledali rokopise pesnika Srečka Kosovela. Pregledana zapuščina pa je zdaj v obliki tekstovnih prepisov v celoti objavljena na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije in tako na voljo javnosti. Ajda Zavrtanik-Drglin, dober dan želim. Zdravo, hvala za vabilo in nominacijo. In čestitke seveda za naziv Ime tedna na Valu 202, poleg čestitk seveda za projekt. Zdaj o Srečku Kosovelu, sploh v letošnjem letu, vemo kar precej, ampak začel bi pa s tem vprašanjem, kakšno pisavo je imel Srečko Kosovel? Ja, temu bi lahko rekel doktorsko. Zgleda, da so nekako njegove misli, njegove razmišljanja kar malo vrela iz njega in ni imel dovolj časa, da bi prav svojo pisavo pošolsko lepo zapisal. Tako da na trenutke jo je prav res zelo težko razbrati, še posebej v momentih, ko je zapisana recimo s svinčnikom ali pa na bolj tak nekvaliteten papir. Skratka, pisava govori, sporoča to, kar nekako smo že vedeli, da je šlo za neusahljiv vrelec idej, za genija pravzaprav. Ajda, kot pravite, pisava težko berljiva. Zakaj potem ste si sploh pomagali z orodji umetne inteligence? Ja, zamislili smo si, da mogoče pa je umetna inteligenca pametna v takem primeru, da zna lepo razbrati kakšne vzorce, ki jih ljudje ne znamo tako hitro zaznati. Tako da smo si rekli, zakaj pa ne bi poskusili. Kaj ste ugotovili? Ugotovili smo, da zaenkrat umetna inteligenca še ni pametnejša kot človek in Kosovelove pisave res ne zna dobro razbrati. Ampak vendarle, vi ste si pomagali, vendarle lahko govoriva najverjetneje o pomoči z orodji umetne inteligence. Kako ste to umetno inteligenco trenirali oziroma razvijali in do kje ste prišli? Kako natančna je bila pri prebiranju rokopisov? V bistvu je šlo za velikega ročnega dela, ki smo mogli ustvariti neko učno množico, kjer smo ročno ustvarjali te prepise, pač črko po črko, besedo po besedo. Potem smo pa vzeli en model umetne inteligence, ki je že natreniran za razpoznavanje rokopisne pisave in smo ga potem natrenirali prav za Kosovelovo pisavo. Ko smo ga natrenirali, nam je rekel, jaz ocenjujem sam zase, da bom približno 3/4 črk pravilno razbral. To se nam je zdelo že kar v redu. Potem se je pa v praksi izkazalo, da na kakšnih slabše berljivih rokopisih ta uspešnost pade skoraj na nično. Skratka, prva faza, čeprav razumem tega postopka, je bilo učenje in potem pomoč z orodji umetne inteligence, potem ste pa vsa ta besedila dali v preverjanje tudi prostovoljcem. Tako je, ja. Zelo smo veseli in hvaležni vsem več kot 100 prostovoljkam in prostovoljcem, ki so nam pomagali pri tem projektu. Mogoče bi morali oni prejeti naziv Ime tedna. Kaj bi rekli, so bili, ne vem kako narečem, nauk, kakšna so bila spoznanja ob vsem tem delu, kar se tiče, se pravi, samih besedil? Ko ste primerjali rokopise z denimo objavljenimi pesmimi, kakršne poznamo, je prišlo do kakšnih razhajanj pri tem? Ja, v bistvu se je izkazalo, da skoraj nobeno besedilo ni popolnoma enako objavljenim verzijam pesmi, ampak v zelo veliki večini primerov gre bolj za take uredniške popravke, v smislu popravljanja slovničnih napak, pa dodajanja ločil in tako naprej. Veliko gre tudi za spremembe v arhaičnih zapisih besed, recimo mramor namesto marmor in tako naprej. Tega je tudi kar veliko. Smo pa našli posamezne vsebinske razlike, ki so pa tudi zelo zanimive. Čemu jih pripisujete? Po mojem gre večinoma za lapsuse v branju, pač seveda gre pa tukaj za Kosovelovo zahtevno pisavo, ki pa včasih tudi je toliko mistična, da pravzaprav nismo čisto prepričani, kaj je Kosovel mislil. Rekli ste, da bi lahko pravzaprav naziv Ime tedna prejeli številni prostovoljci. Se lahko mogoče vrnemo za trenutek še k temu, koliko ur denimo prostovoljnega dela so vložili in po drugi strani, se me boste razumeli, kakšen kapital to predstavlja morda za naslednje, za prihodnje projekte? Težko ocenim, koliko ur prostovoljnega dela so prostovoljci dejansko opravili, ker je po mojem to zelo odvisno od
hkrati prostovoljca, posameznika, koliko mu je šlo dobro to prepoznavanje pisave, hkrati pa tudi od kvalitete besedil, ki so jih dobili. Mi smo nekako ocenili, da bo treba za 10 besedil približno 1 uro do 1,5 ure dela, ampak smo dobili veliko enih odzivov po projektu, da je to bila zelo preniska ocena. Tako da besedil je bilo nekaj čez 1000, tako da sigurno je bilo okrog 200 ur v vsakem krogu. Za nas je pa zelo pomembno, da se tudi tako na ta način povezujemo z nekak skupnostjo, ki jo zanima Srečko Kosovel, ampak tudi kulturna dediščina na splošno. Tako da smo zelo veseli, da je bil odziv zelo velik. No. Bo tudi to izhodišče lahko oziroma osnova za pomoč pri naslednjih projektih? Ja, že načrtujemo naš naslednji projekt, zelo podoben kot je tale, ker letos obeležujemo ne samo leto Srečka Kosovela, ampak tudi leto Zofke Kveder. In bomo v sodelovanju z Novogoriško univerzo zelo podoben projekt izpeljali. Oni so že naredili ta prvi korak in natrenirali model umetne inteligence, zdaj pa sledi še digitalizacija našega dela in njenih rokopisov in potem bomo pa šli čez nek podoben proces, kot smo že. In natrenirali so ga tako, da prepoznavajo ta orodja prav njen rokopis? Tako je, tako je. Mislim, da z 80% natančnostjo v tem trenutku. Kar številka. Pregledana zapuščina, kot sem rekel, je zdaj v obliki tekstovnih prepisov v celoti objavljena na voljo javnosti na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije. Kaj vse lahko denimo javnost pregleduje in pod vprašanje tudi je primerno za uporabo tudi na primer za ranljive skupine? Ja, seveda, to je bil eden izmed ciljev projekta, da te rokopise omogočimo za branje prav za ranljive skupine, čeprav v tem primeru smo mogoče kar vsi ranljive skupine, ker je pisava taka težko berljiva. Objavljeni so skeni rokopisov, izbrani skeni rokopisov, to ni celotna zapuščina, imamo še veliko nekih dnevnikov in pisem, ki niso objavljeni. To je pač, večinoma so to vse znane pesmi, pa še veliko neznanih zraven, tudi recimo vsi konci in tako naprej, integrali. In je zelo zanimivo malo pogledati. Misliš, da poznaš Kosovelovo zapuščino, ker se ga vseeno kar veliko obdeluje v šoli in tako, ampak ga spoznaš čisto na en nov način, kot so tudi zelo lepo rekli kakšni prostovoljci in prostovoljke, da se prav nekako zliješ s pesnikom in moraš kar malo intuitivno tudi ugibati, kaj je na momente mislil. Ajda Zavrtanik-Drglin, ime tedna na Valu 202, vodja projekta Od rokopisa do besede. Kakšne so vaše izkušnje z uvajanjem novosti v tradicionalni, častitljivi ustanovi, kakršna je Narodna in univerzitetna knjižnica? Ja, zdaj imamo zelo velikega zagona. Prav taki projekti, kot je ta, nekako nam kažejo, da je to mogoče, da se da rezultati so. Sicer v tem primeru smo si mogli tudi pomagati s prostovoljci, da smo jih izboljšali, ampak to nam nekako daje zagon in silo, da bomo to zdaj še naprej razvijali, take podobne projekte. In me v bistvu prej kot strah, da nam to ne bo uspelo, me je strah, da bomo imeli čist preveč dela. Preveč idej. Ja, preveč idej. In preveč zagona. Naj traja, dokler seveda je ta zagon še prisoten in verjamem, da bo kar trajalo. Magistrica matematike ste sicer tudi programerka aplikacij, pa bi me zanimalo, kako sicer gledate na umetno inteligenco. Če nekoliko poenostavim nabor pogledov, ste bolj na strani navdušenke nad novimi tehnologijami ali s strahom spremljate slabo reguliran, nesluten razvoj področja? Ja, jaz sem kar na obeh teh stranih hkrati. Mislim, malo je strašljivo gledati, na kakšen način se lahko to izkorišča v slabe namene, ampak hkrati pa sem navdušena nad tem, da lahko umetna inteligenca nam nekako odstrani te rutinske delovne naloge, ki smo jih vsi sitine. Tako da umetna inteligenca vsaj vnuku zaenkrat ostaja orodje, nikakor ne nadomešča človeka, v ničemer sama ne odloča. Tako da kot tako orodje je zelo uporabna in nekako ta strah je treba malo omejiti na tiste stvari, ki so dejansko strašljive.
Slišati je, kako strastni ste, kar se tiče vašega dela, kako radi imate to delo. Zdaj, preden postavim naslednje in obenem tudi zadnje vprašanje, naj pojasnim, da vodite slovensko žensko curling reprezentanco tudi, drži, s katero redno nastopate na evropskih prvenstvih. Vprašanje bi šlo pa takole, bližajo se olimpijske igre, zakaj bi priporočili ogled curlinga na olimpijskih igrah? Kaj se da videti pri tej igri, če veš, kaj gledati? Curling je izjemno zanimiv šport, če poznaš vsaj malo pravil. Zame sem toliko že časa v tem športu ravno zaradi tega, ker ne samo, da je zanimiv strani te čist nekak športne, fizične strani, ampak tudi zato, ker je toliko taktično zanimiv in vsaka tekma je čist drugačna. Vsaka situacija je malo subjektivna, vsaki se da pogovarjati in razglabljati in zame je to najbolj zanimiv del tega športa. In kar se prostega časa, torej športa tiče in službenih idej, vas čaka pestra prihodnost. Hvala lepa za tale pogovor. Ajda Zavrtanik-Drglin, čestitke še enkrat za opravljeno delo, za naziv ime tedna in veliko uspehov tudi v prihodnje. Najlepša hvala.